To še do nedavnega neurejeno parkirišče v gramozni izvedbi počasi že dobiva svojo novo podobo. Parkirišče pri železnici je v dobršni meri že zasfaltirano, en del je še za narediti, nekoliko tudi ponagajalo vreme, sicer pa so še razna dela, kot je na primer postavitev ograj, pa seveda tudi finalni sloj asfalta, bližamo se pozni jeseni, tudi vremenske razmere na to vplivajo. Dela kljub temu potekajo skladno z načrti in kot kaže, bodo dokončana do konca leta. Gre za večji kompleks, saj ga širijo vzdolž ulice. Ja, v bistvu je objekt kar velik, kajti razteza se vse od železniške postaje pa praktično do konca Tovarniške ulice, se pravi nekaj 100 metrov. S tem se bomo pridobili tudi veliko parkirnih mest, po drugi strani bo pa urejeno tudi infrastruktura na tem delu, tako da v bistvu bo se spremenila celotna podoba ulice. Prostor bo v večji meri namenjen tako imenovanemu park and ride parkirišču. Gre za idejo kombinacije zasebnega in javnega prevoza, ki omogoča, da uporabnik pot v mestno jedro nadaljuje z javnim prevozom. Naj ob tem omenim še, da bo pri železniški postaji postavljeno tudi izposojališče za kolesa, tako da bo celoten sistem izposoje koles obogaten še z enim novim parkiriščem. Po drugi strani pa v Krškem je znano, da primanjkuje povsod parkirnih mest in bodo tudi ta parkirna mesta dobrodošla in prišla kar v uporabo. Parkirišča bodo, vsaj zaenkrat, brezplačna. Parkirišča so predvidena kot brezplačna parkirišča, saj dokler ne spremenimo kakšnega režima, ampak zaenkrat ni predvideno nič, da bi se plačevalo. Parkirišče bo sicer večinoma namenjeno osebnim vozilom, v enem delu pa bo tudi možnost parkiranja tovornjakov. Ja, to je nekje tradicionalno že neko parkirišče tovornjakov, namreč v bližini tovarne celuloze oziroma Vipap, in marsikdo, ki pripelje določen material, tudi tam parkira. Seveda prav veliko teh parkirišč pa ne bo na voljo. Vrednost naložbe znaša nekaj več kot 460 tisoč evrov. Občina Krško pa je za ta projekt pridobila evropska sredstva v višini 240 tisočakov.